Ja, prva ugotovitev je, da komunikacija poteka na neprimerni ravni in na neprimeren način. Skratka, izjave visokih predstavnikov politike so na meji poseganja v neodvisnost centralne banke. V vsakem primeru pa je to zame vprašanje, ali so tveganja ustrezno odražena v obrestnih merah, ki jih ljudje pričakujejo, morajo plačevati, ter ali imajo banke za dovolj kapitala za kritje teh tveganj. In do sedaj nisem še zasledil predstavitve, izjave ali analize, ki bi to ustrezno pokazala. Banke pravijo, da gre za nesorazmeren ukrep, premočen glede na problematičnost teh posojil v celotnem sistemu. To razumem, zaradi tega, ker je bil to en segment poslovanja v zadnjem času, ki je prinašal v tem za banke zelo omejenem okolju relativno normalne donose. Ampak kot rečeno, zame je prekomernost ali neprekomernost predvsem vprašanje, ali donosi upravičujejo tveganja in ali je dovolj kapitala v bankah. Torej, to vrstne analize pa, kot rečeno, še nisem zasledil. Ima regulator možnost, da ukrepa samo proti tistim, ki dejansko kršijo? To pomeni 20% pravijo na Banki Slovenije, da nekako kršijo te priporočila oziroma zdaj že zavezujoče ukrepe, lahko z nekimi individualnimi ukrepi vplivajo na to, da se te banke, vemo, katere so. Regulator ima na voljo ukrepe makrobonitetne politike, ki je bil sedaj uporabljen, ter mikrobonitetne politike. Kakšna je ta mikrobonitetna politika so pa ukrepi, ki se dotikajo posameznih nadzorovanih inštitucij, torej bank. Ampak konkretno v teh primerih, da bi s tem z mikrobonitetnimi ukrepi uspeli nekako znižati potrošniške kredite? Na primer, ja. To bi bila alternativa. Ampak kateri so potem te mikrobonitetni ukrepi? Konkretno, na kak način bi banke prisilile samo tiste, seveda ne na makro ravni? Ja, gledajte, v vsaki banki poteka redno letno ocenjevanje primernosti upravljanja s tveganji v okviru tako imenovanega SREP procesa. V tem procesu regulator določi, koliko kapitala mora imeti posamezna banka za kritje vseh zaznanih tveganj. In vkolikor skratka mikrobonitetni standarden mikrobonitetni ukrep bi bil seveda odrediti določene tako imenovane usmeritve v tako imenovanem drugem stebru. So lahko še dodatni ukrepi, ampak recimo to je v splošnem. Zdaj, kaj in koliko od tega je potekalo, seveda v javnosti ne moremo vedeti, ker so to procesi, ki potekajo bilateralno med regulatorjem in posamezno banko. Tako da to je zdaj vse zelo na splošni ravni in načelen odgovor z moje strani. Koraka nazaj pa ni več moč pričakovati. To je zdaj seveda vezano na mojo osnovno trditev, da je debata zašla na neprimerne ravni, se je spolitizirala in je primarno obremenjena s tem. Tako da vidim zelo majhne možnosti. Glede, v urejenem sistemu je popolnoma bi moralo biti jasno, kdo naredi korak nazaj. Torej, to je tam, kjer se začne hoditi po meji vplivanja na neodvisnost, mora tisti, ki to počne, to pripoznati in narediti prve pol koraka nazaj. Hvala lepa.